Ste se kdaj zares vprašali, kdo vse gleda, medtem ko brskate po spletu? No, danes bomo pogledali pod pokrov in razkrili, kdo točno spremlja digitalne sledi. In ja, odgovori bi vas znali presenetiti. Pomislite, brskanje doma na kavču, delo v pisarni ali pa lovljenje brezplačnega Wi-Fija v najljubši kavarni. 3 popolnoma različna okolja. In v vsakem od njih so pravila glede zasebnosti, povsem drugačna. Poglejmo si vsak scenarij posebej. Začnimo tam, kjer se počutimo najvarneje. Doma. Ampak ali smo res popolnoma sami? Vsa naša spletna aktivnost gre skozi omrežje našega ponudnika internetnih storitev, ali krajše ISP-ja. Vprašanje je, kaj oni dejansko vidijo. Obstaja nek splošen mit, da naš ponudnik vidi čisto vse. Vsak članek, ki ga preberemo, vsak video, ki ga pogledamo. Ampak v resnici, zahvaljujoč modernemu šifriranju, to preprosto ne drži. ISP vidi zgolj prometne metapodatke, torej, na kateri naslov gre paket podatkov, kdaj je bil poslan in kako velik je. Sama vsebina pa ostane varno skrita. In kdo je tihi junak te zgodbe o zasebnosti? HTTPS. Tista majhna zelena ključavnica, ki jo vidite zgoraj v brskalniku, to ni samo okrasek, ampak je pravzaprav naš osebni digitalni varnostnik. Predstavljajte si HTTPS kot nekakšen neprebojan, šifriran tunel. Naš ponudnik vidi, da smo vstopili v tunel z napisom, recimo, google.com. Vidi tudi, kdaj smo iz tunela izstopili in koliko prtljage, torej podatkov, smo imeli s seboj. Vse, kar pa se dogaja znotraj tunela, naša iskanja, sporočila, kliki, pa ostane popolnoma nevidno. Ampak, a veste kaj, tehnologija je samo en del zgodbe. Zelo pomembno je tudi zakonodaja. Tukaj v Evropi in seveda tudi v Sloveniji imamo zakon o elektronskih komunikacijah, ZKOM-2. Ta ponudnikom nalaga, da morajo prometne podatke izbrisati takoj, ko niso več potrebni. Medtem pa je v ZDA situacija precej drugačna, bolj kot nekakšen divji zahod, kjer vsako podjetje postavlja svoja pravila. Lokacija torej še kako šteje. No, zdaj pa se pripnite. Stopamo v popolnoma drug svet. Vse, kar smo pravkar povedali o zasebnosti in zaščiti doma, lahko v službenem okolju kar pozabite. Tukaj se pravila igre obrnejo na glavo. Se spomnite tiste varne HTTPS ključavnice? No, v službenem omrežju lahko ta ključavnica postane zgolj iluzija varnosti. Službeni računalnik pač ni zaseben prostor. Delodajalec ima na voljo orodja, s katerimi lahko vidi praktično vse, kar se na njem počne. Kako je to sploh mogoče? Odgovor se skriva v tehniki imenovani man in the middle, oziroma človek v sredini. Predstavljajte si, da bi poštar vsako vaše pismo odprl, ga prebral in nato skrbno zalepil nazaj ter ga dostavljal naprej. Vi pa za to sploh ne bi vedeli. No, to je v bistvu to. Trik je v nečem, čemur pravimo korenski certifikat. Delodajalec ga namesti na službeno napravo in jo s tem prepriča, naj mu popolnoma zaupa. To mu dovoli, da postane posrednik. Vaš promet prestreže, ga odklene s svojim ključem, pregleda in ga nato ponovno zaklene ter pošlje na cilj. Ključavnica v brskalniku je še vedno tam, ampak za njo stoji nekdo drug. In kaj to pomeni v praksi? Kaj dejansko vidijo? No, vse. Govorimo o točnih spletnih naslovih, vseh iskalnih pojmih, vsebini spletne pošte in celo o geslih, ki jih vnašate v obrazce. Zapomniti si velja eno, službena naprava nikoli ni zares zasebna. Ok, zapuščamo službo in gremo na kavo. Čas je za tretji scenarij, ki mu lahko rečemo kar digitalni divji zahod. Javna Wi-Fi omrežja, hoteli, letališča, kavarne so priločna, a včasih polna skritih pasti. Tukaj je lastnik omrežja v podobnem položaju kot vaš domači ponudnik. Vidi torej imena spletnih strani, ki jih obiskujete. Ampak pozor, kaj pa način inkognito? Saj ta nas vendar ščiti, kaj ne? No, ne ravno. Ta način samo prepreči, da se zgodovina shrani na naši napravi. Ampak omrežje še vedno vidi ves promet, ki gre skozi njega. Dobro, šli smo skozi 3 različne svetove, doma, v službi in v javnosti. Čas je, da vse skupaj sestavimo in pogledamo širšo sliko, ter kaj to pomeni za naše pravice. Tale tabela res lepo povzame vse skupaj. Doma in na javnem Wi-Fiju ponudniki vidijo domeno, torej naslov spletne strani, vsebina pa ostane skrita.
V službi pa, bum, tam se zaščita sesuje. Delodajalec, ki nadzira omrežje in napravo, ima potencialni vpogled v popolnoma vse. In to je ta ključna razlika, ki si jo je treba zapomniti. In kaj vsem tem pravi naša zakonodaja? V Sloveniji je ZEKom-2 kristalno jasen. Ta citat pove vse. Vse oblike nadzora oziroma prestrezanja komunikacij brez soglasja zadevnih uporabnikov so prepovedane. Skratka, brez soglasja nadzora ni. Pika. To je temeljno pravilo, ki nas ščiti. Pa smo pri koncu. Zdaj so karte na mizi. Vemo, kdo, kje in kako lahko vidi naše spletne korake. Vprašanje, ki ostaja pa je, ali bo to znanje kaj spremenilo način, kako brskamo doma, v službi, na poti. To je vsekakor nekaj, o čemer je vredno razmisliti.